O polnoči in 35 minut po slovenskem času je misija Artemis 2 z strelišča Cape Canaveral na Floridi zapustila Zemljo. Od rakete, ki v višino meri 98 metrov, sta se najprej odločila stranska potisnika in padla v morje. Kmalu zatem še v srednji del rakete kapsula Orion pot nadaljuje sama. Najprej 24 ur krožila okoli Zemlje na višini 70.000 km, da bi preizkusila sisteme. Danes pa je že na 4-dnevni poti proti zemeljnemu naravnemu satelitu Luni. Najbližje ji bodo predvidoma 6. dan, kakih 7.000 km nad njenim površjem. Orion ima premer 5 metrov, visok pa je 3 metre. Nadzorna plošča je nameščena na stropu, ob strani pa je naprava za vadbo, ki jo bo moral vsak član posadke uporabljati najmanj 30 minut dnevno. Astronavti bodo lahko uporabljali tudi posebno stranišče. It is our strong hope that this mission is the start of an era where every person on Earth can look at the moon and think of it as also a destination. 4 astronavti, med njimi je ena ženska, temnopolti astronavt in astronavt, ki ni ameriški državljan, bodo na odpravi preizkusili sisteme, ki skrbijo za posadko in vzdržujejo za življenje primerne razmere. Opravili bodo tudi preizkuse vpliva vesoljskega sevanja na zdravje posadke. Misija Artemis 2 je namreč druga v nizu odprav Artemis, njen končni cilj pa je pristanek na Luni do leta 2028. Doslej je po Luni hodilo že 12 astronavtov, prvi med njimi je bil Neil Armstrong. Leta 1969 je bil del ameriške odprave Apollo 11, prve vesoljske odprave s človeško posadko. Američani so takrat z zgodovinskim odtisom človeških stopinj na prašnih Luninih tleh v vesoljskem dvoboju ugnali Sovjetsko zvezo. Danes so njihovi glavni tekmici Kitajci, ki so napovedali, da bodo na Luni pristali do leta 2030.